Danes gremo na MEPI odpravo. Hodili bomo najmanj 12 km pa pol. Največji izziv za našo skupino je to, da bomo hodili slepimi in slabovidnimi, ker so počasni in se bomo mogli njim prilagajati. Pa še danes je napovedan dež in bom prvič v življenju spala v šotoru in ne vem, kako bo to šlo. Tako da, ko mi čakamo, se že vsi veselimo. Danes mi je najbolj všeč to, da gremo nekam, da smo sami, da sami tudi spimo. Moramo se sami postaviti, skuhati. Najbolj sem se tega tudi veselila. Navajena sem spati v šotoru, ne pa tako majhnem, tako da to mi bo en nov izziv. Izziv celotne odprave je tudi to, da gremo slepimi in slabovidnimi, ker se moramo prilagajati njihovemu tempu in njihovim potrebam. Tega nisem navajena. Torej zdaj grem na odpravo s slepimi in slabovidnimi. Ne zdi se mi toliko neka ful velika otežitev, ker sem videla že na pripravah, da so ful samostojni, sami so lahko skuhali vse pa postavili šotor. In se mi zdi najtežji del, da je v bistvu naša odgovornost, ko vidimo, da jih pripeljemo po pravi poti. In se mi zato zdi, ker se vsi ne poznamo toliko dobro, da bo težje to, da se vsi, ki se bomo odločali za smer pa pot, da se bomo težje zedinali v stvarih. Ful bo zanimiv, ker v bistvu še nikoli nisem spoznala nobenega, ki bi bil slep ali pa slaboviden. No, jaz sem v MEPI-ju že prvo leto in danes, ko gremo na odpravo, je to pred nami izziv in pa tudi ena nova izkušnja. Izziv samostojnosti, kako samostojno preživeti v naravi, brez pomoči kakšnih mentorjev ali kogarkoli. Verjamem pa, da se bomo imeli fino in da bo to ena lepa izkušnja. Pri pripravah na odpravo je bilo odlično, odnesli smo veliko novega, dobili smo veliko različnih nasvetov, kaj vzeti s sabo, česa ne vzeti s sabo, ker bi nam samo nahrbtnike še oteževalo. Naučili smo se tudi oblike prve pomoči in priprave hrane v naravi. V MEPI sem prvo leto, izziv mi je samostojnost, priprava hrane, kako se obleči. Je kaj strah same poti? Ja, me je strah poti tudi, ker je veliko kilometrov, pa še prvič grem na tako odpravo. Zdaj smo v baznem kampu, zdaj, ko je dan za nami, se je izteklo čudovito. Dan se je pa začel seveda z velikimi skrbmi. Seveda dvomaš, a bojo punce, a bojo zmogle, smo jih dobro pripravili, a si bojo upale vprašati za pomoč in tako naprej. Tako da danes so se odlično izkazale. Utrujena. Utrujena? A je bila lepa izkušnja? Ja, moja pričakovanja so bila, da prijem nepremočena v celem dnevu sem. In ti je uspela? Ja. Kakšna je bila pa pot, ker se je vmes bilo kar spolzko? Težka pot. Težka pot? Si kaj ponosna, da si jo v bistvu premagala? Ja, zelo. Zelo sem ponosna, ker sem premagala tako težko pot. Moje pričakovanja v prvem dnevu so bila izpolnjena. Ponosna sem, da sem premagala tako zahtevno pot. Super, a si kaj utrujena? Malce pa sem. Si lačna? Tudi to. Danes sem slepega vodila tako, da sem mu povedala, kaj je zraven nje, oziroma levo in na desni strani in pred njo, kam mora stopiti. Potem je ona nakazala, če je bilo kaj strah, je itak mi roko stisnjena, ker si jo mogel za roko držati. Bilo je težko, zaradi tega, ker si mogel opazovati prve, kaj je pred njo, ker nam je itak samoumevno. Ko vidimo, njim pa ni, da jim potem si mogel opisovati, pa vedno si mogel biti pozoren, pa kam boš ti stopil, pa kam bo ona stopila, pa če bo šlo to čez, pa če je blat, da si ji pomagal, pa če je kakšen prepad, da si res vse natančno povedal. Zaupanje smo se vzpostavili tako, da sem na začetku si tako postavil milijon vprašanj, kako to ona sploh dojame ta svet, kako se to ne zdi, kako ona to palico sploh uporablja, kaj jo uporablja, kaj ni pomembno, da ji poveš. Bilo je super, Mija je dobra vodička, lepo mi je vse opisovala, tako da sem ji zaupala. Na kak način ti je popisovala pot?
Ja, zdaj bo malo strma, zdaj bodo korenine, zdaj bodo skale. No, vesela sem, da so šle punce končno na pot. Še bolj sem vesela, da so vzele še slepe s sabo, da so se povezale, da so iz različnih šol, tako da malo mrežijo. Tako vidim, da so zelo zadovoljne. In vreme jim gre evo na roko. Na koncu zdaj, če danes potegnem črto, super. No. Zdaj bomo še počakali, kaj bojo skuhale. In ponosen, seveda. Kar se mene tiče, lahko greš tako mot na Triglav. V bistvu današnja odprava je bila en tak luškan za Lugaj. Veliko je bilo priprav, je bilo zaskrbljujoče, pa do nekje naporno, istočasno pa en velik užitek. Zdaj, ko smo pa približali pri koncu, je pa sam še užitek.